Zdaj, kot sem že povedal, še so bile srednjeveške, te viteške, v bistvu epske pesmi, ki so govorile o takih, ko so delali ti vitezi, se pravi, imeli so Angleži svoje, Francozi svoje, Nemci, tudi Španci. V bistvu še so že meni, da je pesem o enem dogodku oziroma o enem junaškem dejanju. Zdaj, jaz sem probal to, na današnji čas, en dogodek, resnični dogodek, ki ga potem napisati v stilu šansona, šansona digesta. Napisam ga pa v narečju, to je bil tudi poskus, koliko bi narečju napisal pesem, sem pisal tudi v knjižnem jeziku, zdaj pa določene prednosti ima narečje za izražanje na določen knjižni jezik, pa sem mislil, da sam bolj kompaktno narečje, da več se da povedati v istodobnem verzu, pa naredil poskus, pa rečemo, da je uspel. Pa odkot pa tebi znanje tega narečja, recimo? To govorijo vsi, mislim, slivnice, ljudje Nina, ti si slivnice. Bi rekla, da res? Tako ga je prebral, zdaj slišano, kot je bilo, bi kar rekla, da si bil vizo. Ampak takšnega zapisovanja, slivniškega narečja pa ne poznam. No pa recimo, da je to zdaj njegov zapisan, zakaj pa ne, originalno, ne? Ja, to so zelo še delo izkusen, en prav pis, ko bi najbolj ustrezal pa nekaj narečja, zdaj mislim, tudi, če bi v cirilici, ne sem to vreti ne bi šlo. Cirilica ni primerno, pa se vidio, da imajo takšen črkopis, ko imajo na danskem, pa na nizozemskem najbolj ustrežo nekaj narečja. Te nič ne moti, da mi to zelo težko beremo? Ja, mislim. Nisi vedel? No, mislim, zato je pač zelo priporočljivo, da zelo dobro, da prideš in da nam prebereš. Ja, vse to je že res, ne? No, torej večkrat bi še želeli, da bi nam takole kaj prebral in jaz predlagam, da nam vse dve kitice še prebereš, ali so to na sredini, na konc, kjerkoli izberem. Ker pravzaprav je kar lepo slišati,